Ja, z Klemenom smo imeli take res super delavnice, ki smo jih z našim mentorjem, Klemenom, ki so nam res veliko pomagali tudi pri tej strateški transformaciji. Šli smo skozi celo poslovanje podjetja, na kakšen način poslujemo, kaj lahko izboljšamo, pa da smo tudi trajnostno pa krožnostno naravnani. Tako da je bilo res same tako pozitivne spremembe smo uvedli v našem podjetju. Zdaj malo manjše, pa upamo, da pa tudi malo večje, ko dobimo odobrena sredstva. Ja, na začetku je malo naporen, ker ne pričakuješ, da boš mogel toliko svojega časa investirati v to, ampak po 2 delavnicah smo ugotovili, da nam je to res pomagalo in smo bili kar veseli. Je pa tako časovno dosti časa vzame, sem imel srečo, da nas je bilo več, ki smo to pisali in je bilo malo lažje, ampak če je bilo malo manj birokracije, je bilo super. Tekom strateške transformacije smo uspeli dati že aktualnim temam neko vsebino in obliko, nek okvir in konkretno pristopiti k nadaljnjim korakom, organizirati delo za naprej, kar ocenjujemo, da ustreza dejansko tudi samim pričakovanjem. Proces sam je dejansko potekal pričakovano, učinkovito. Mogoče, glede na to, da smo nekoliko manjše podjetje, ocenjujemo, da bi mogoče z nekim bolj ohlapnim kriterijem v določenih aspektih lahko dosegli še kaj več. V osnovi se pa razume način delovanja, tudi potek samega dela in s tem smo dosegli tudi pričakovanja, kot rekoč, v vseh glavnih aspektih. Ključni te dosežki ali pa kaj smo ugotovili je to, da je za nas bilo zelo pomembno, da smo uvedli mesečne sestanke oziroma tedenske sestanke in pa predvsem tudi ta mindmap, da smo uvedli praktično razmišljanje in pa pisanje teh idej za posel naprej. Proces ni bil tako težek, včasih kakšne določene naloge so bile malo težje, v glavnem pa je zelo pozitivna izkušnja in pa predvsem naš ekspert je bil res navdih, da smo vsi naredili nek korak naprej, tako da nam ni bilo tako. Pričakovanja zelo pozitivna, pa predvsem presežena. Mogoče smo manj pričakovali, pa več ljudi. Skozi proces strateške transformacije predvsem vidim, da smo naša ekipa se usedali, pregledali naše podjetje, ga po dolgem po širokem in sicer pregledali vse procese, ki jih imamo in jih tudi pravilno strateško oblikovali tako, da bomo na dolgi rok delali še bolj trajnostno in tudi dobro tako za nas zaposlene, za ljudi, kot tudi naprej za okolje. Predvsem pa vidim v tem projektu, ki smo ga imeli, se pravi procesu, da smo na začetku nam je bil to kot en velik izziv, ker smo se prvič kot podjetje tudi usedali dol na tak način, ampak na koncu rezultata smo pa res zadovoljni in spodbujam še več takih pozivov strani Spirita. Ključni premiki, ki smo ga naredili znotraj procesa v tem Spiritovem razpisu, so bili to, da smo sploh razumeli, kaj pa to pomeni krožna transformacija in da smo nekako šli čez ta proces z odprtim umom. Sicer je bila trnovita pot, ampak smo to opravili tako je treba in smo zelo veseli, da smo se priključili temu. Pričakovanja tega procesa so bila popolnoma drugačna kot realnost, ko se je zgodila. Dobili smo eksperta, ki nas je povedal v začetek tega procesa in smo mislili, da bomo ful poudarka dali v to neki ta zeleni prehod za podjetje, ampak smo ugotovili, da je bistveno bolj globi ta razpis in to, kar smo dobili, je nad pričakovanji. Zelo veseli smo, da smo šli čez to in navdušeni, da nas je Spirit sprejel v to zgodbo.